ti, če hočeš v lifeu pač se imeti dober, da ti ni muka hoditi na šiht. Jaka Komloš, akrobat, ki že 2 leti živi svoje atletske sanje. Ampak kaj te sanje od njega zahtevajo? Pričakuj pa, da če si boš zbral eno stvar, to so odrekanja. Kako jih je dosegel? Mora ti to dejansko toliko več pomeniti, kot pa druge stvari. Poslušati njihove nasvete, če si res to želiš, je treba to. Na hitro pred pogovorom, če bi vas lahko jaz prosil, da se naročite na kanal, mi da pripravljava vsebine za ston, trudiva se, da bojo vedno boljše in upam, da boste tudi v teh vsebinah malo uživali, da se kaj novega naučili. Lahko šerate video posnetek ali pa komentirate, pa predlagate kakšnega novega gosta, bo tudi zelo vesela. Uživite v pogovoru. Hvala. Nisi unka na repeat, sem pač matra. Ja, to mi je všeč. Malo se hecam, saj tako napram mojega športa, Ja. je totalna razlika, ker pač tvoj endurance, moje totalna eksplozivnost. Ja, Pa se mi zdi, da je naš šport, vsaj kakor ga jaz doživljam, based on having fun. okay. Pač je point, da se zabavaš in je to skozi šport. Sej, ne vem, mogoče tudi kolesarje nekomu predstavlja zabavo, sam če jaz sebe, recimo, se zato hočem imeti malo debata o tem, Ja. ker jaz, če si predstavljam iti kolesart, pač ok, ajde, če nekje lepo, pa dobro gremo, pa 20 km max, ker vse ostalo mi je pa že fucking muka, cel delaš eno pa isto, cel si zadihan, mislim, ne vem, meni bi to bila muka, da vidim toliko zabave, ampak kaj pa ti vidiš v kolesarjenju? Bom na kratko poskusil, ampak jaz vidim tako s prijatelji, logično, ker greš s prijatelji ven je najboljš. Zdaj, če greš sam, mi je dolgčas, mislim, je dolgčas, ampak hkrati pa, veš, da lahko, da si dober, da se to nekje pokaže, pol tvoj napredek si pol greš z veseljem tudi trenirati. Sem si rekel tudi s prijatelji, a se pogovarjate pol zraven, kako kolesarite ali sam? Ja, tudi, ampak Aha, je pa, ja, čakaj, to se je zdaj spremenil, ti že dolgo ni, ampak problem je, ne, ker če je kolesarska lažje, ampak če pa cesta, to pa pol, En za drugim pa avti. en za drugim boljš kot štric. Mislim, ker sem jaz kolesaril z njimi, je bilo vedno tako, da je samo govoril. Ja, to je bilo takrat, ja, ampak zelo dobro za začetek si zelo dobro izpostavil to, da ziher je veliko zabave tudi v vseh teh trikih in to. In kdaj si nekako ugotovil, da boš to počel, da recimo ni glih košarka klasična, tisto pravo, pa to. Jaz sem prav imam en moment po mojem lifeu pozabil, ker sem pri matematiki sedel, to je bil 3. letnik na gimnaziji Šentvid, isto kot vidva. In je bilo prav smešen, jaz sem imel eno slušalko v ušesu, pa telefon pač ko odmaknem za presnico, tako niso videli. Ne, po mojem svi tako si vedeli, da poslušam muziko. Ampak tako, z enim ušesom profesorja, pa pač spremljal matematiko, na drugo ko sem imel pa muziko. In jaz sem se takrat kaj za akrobatiko ukvarjal že leto pa pol, 2, mislim že, ja, kakorkoli že. In je prišel takrat komad od Dirty Heads, Vacation. Verjetno ga poznate, ki je bil na TikToku popularen. Zdaj že slišal, ampak jaz ful ne poznam komadov. I'm on vacation every single day. Ja. In je tako, pač ok, to se posluša že ful prej, je bilo popularno, ampak komad pride, pa sem tako, model, se pravi, ti, če hočeš v lifeu pač se imeti dober, da ti ni muka hoditi na šiht, rabiš pa, mislim, če tako pogledaš, ti za šiht porabiš, rečemo, 8 ur na dan, kar je večji del dneva, rečemo, oziroma zelo velik del dneva. Plus vožnja, plus poprava. Tako, pa ti se vsak dan z more or less isto stvarjo ukvarjaš in se mi je zdelo, da bo najlažje v lifeu pač dober čez pridati, če teh 8 ur delaš nekaj, kar imaš zares rad. Da v bistvu ta komad govori o tem, da ti šiht ne sme biti neka muka, ampak ti v bistvu mora biti hobi, s katerim ti služaš. Mora biti primarno nekaj, kar ti rad delaš, ne pa da boš to zdaj delal zato, da boš dobil denar, da boš lahko delal nekaj drugega, kar imaš rad.
Ok, sej vem, nek folk tudi tako funkcionira, delajo mogoče nekaj, kaj jim ni toliko všeč, ampak zaslužijo toliko več, pa pol si lahko nekaj zraven privoščijo, delajo stvari, ki jih imajo pa dejansko radi. Medtem, ko jaz sem se pa odločil takrat za mentality, da bi se rad na dnevni bazi ukvarjal s tem, kam imam rad. Praktično imel hobi, ki mi bo prinašal denar, pa tudi če tega denarja ni, ne vem, koliko velik. Mi je več vredno to, da na dnevni bazi delam nekaj, kam imam rad. In takrat sem v 3. letniku začel malo razmišljati ob tem komadu in tudi mislim, tako čez več dni, leta, tako naprej se odločil s konto, da ja, da to je to, kar bi jaz rad zares delal v življenju. Takrat sem imel idejo, bo šel po srednji šoli na fakulteto za šport in po končani fakulteti se začneš s tem profesionalno ukvarjati, delati kot akrobat, kaskader, full-time job, kakorkoli že. Tako da, ja, pri 17 sem si jaz rekel, veš kaj, stari, to je to. In od takrat naprej tudi vložil oziroma začel vlagati vedno več časa, energije, pač vsega se odrekati ostalim stvarem, zato da lahko te svoje sanje dejansko uresničam. In kaj tekmovalna košarka pa nikoli ni bila na prvem mestu? Mislim, meni tako košarka kot sama, mislim, zanimiv šport, pa s frendi z veseljem igram. V našem športu, čeprav je uradno ime akrobatska košarka, je bistveno več akrobatike kot pa košarke. Tudi, mislim, noben ni zdaj point, da bi mi izhajali iz basketa, pa pol šli v akrobatsko zabijanje, kvečemo kdo iz akrobatike prišel v akrobatsko zabijanje. Je to tista močnejša podlaga, ki jo rabiš. In kdaj si potem prišel v Dunking Devils? Dunking Devils sem pa jaz prišel, to je bil sred 2. letnika, to je bilo spomladi 2019, ja, se mi zdi, ja, nekaj tasga. Ja, in takrat naprej, ok, se je tako na začetku, ne vem, 2-krat na teden treniral, pa počas vedno več, in ja, v 3. letniku sem rekel, ok, ti če bi rad to delo, je treba konkretno zagrabati, ne. Tako da, ja, potem sem se pa lotil. Aha. In kakšne so pa recimo razlike, ki si ti prišel not, ne? Ker če bi nekdo zdaj hotel priti. A je kaj težji, lažji, kako ti to vidiš? Mislim, kar se tiče klasičnega pristopa k našemu društvu, da ti prideš z nami trenirati, je isto kot prej in je pač najbolj simpel možen. Mi smo športno društvo isto kot vsak drug fuzbal klub, ker si pač otroke rečeš, mami, jaz bi treniral fuzbal in te upiše v nogometni klub. Identično je pri nas, mami, jaz bi rad treniral akrobatiko, ali pa, dobro, pri 15 verjetno ne rečeš več mami, ampak jaz bi rad treniral akrobatiko, ful mi je jako, kar Devilsi delajo, prideš na trening, ali pogledaš na spletni strani, kdaj imamo termine, kje imamo termine, ali komu od nas pišeš Instagram, mail, whatever, tudi na spletki imamo Vesinfo, ki bi ga folk rabil in je pač dejansko. Se mi zdi, da velikrat ljudje mislijo, da smo mi neka zaprta družba, da rabiš biti povabljen ali pa da rabiš neko predznanje, da se nam pridružiš, pa ne vem kaj, pač ne. Daleč od tega, mi smo klasično športno društvo in tudi full folka je takega, ki dejansko pride, jaz bi se rad naučil skakati, meni hudo, kar vi delate in po letu 2 hod okrog po Evropi pa nastopa, ne. Mislim, valjda, ko prideš do tega nivoja, ampak ogromen folka je prišlo pa štartalo čist z nule, pa zdaj nastopajo. Ni to noben bav, se mi zdi, da folk nasplošno ima mnenje, da Devilsi so pa, klej pa itak sploh ne moreš zraven prijeti. Pač ne. V naš šport, tako kot vsak drug, je pač vsak dobrodošel. Ok, ampak jaz bi se rekel, še malo, če lahko greva še nazaj na tvoj odgovor za kaj si tvoja mentaliteta pri 17 letih, ne? Jaz mislim, da je zelo veliko ljudi strah, da bi sledili temu, kar oni res mislijo, da uživajo v tem, to, kar si ti najdu. Kaj te dal ta pogum, da si šel po tej poti, a veš, to je precej strašljiva pa težka pot, ne? Ja, meni se zdi, da je to, koliko je strašljivo, je odvisno od tega, koliko velike šanse so, da ti dejansko rata. Oziroma, koliko mehne. Na začetku po mojem ne veš, kakšne šanse imaš, ne?
Ja, Ali si vedel? mislim, veš jih itak ne. Ja. Veš, Ja. itak ne, mislim, ne moreš, tudi v prihodnosti ne moreš vedeti, kam se bo v svetu odvijal. Tudi korona je prišla kar random, folk sedi za uni 2 leti nekaj drugega planira, najverjetneje. Ok, mi smo bili srednja, višja osnovna šola, pač ni bil tak problem, ne, ampak nekdo, ki pa je bil 23, koliko sem jaz zdaj, ga je pa pač tak čist, mislim, zjeval, tako da težko je zares vedeti, kaj bo, a ne, ampak lahko pa recimo, da kakor to realno pogledaš na situacijo, pa probaš oceniti, koliko velike možnosti za uspeh imaš, a ne. Ja. Jaz sem takrat prekalkuliral in se zavedel, da če si res želim od tega živeti, da mi to dejansko prenese dovolj denarja, da ne rabim drugih stvari delati, oziroma se lahko tukaj v tem poslu zaposlim kot full-time job, sem vedel, da moram biti pač na fucking visokem nivoju. Zato, ker že itak v našem športu pač to ni neka redna stvar, da nekdo imel full-time job, pa kucev, pa hodil po svetu. To smo v bistvu po koroni, po več letih, šele s tem, ker sem pol jaz, pa še ena, druga dva, ker smo se zaposlili, ker smo spet imeli več biznisa, smo pol to na novo nekako zalaufali. To ni bila stvar, na katero bi jaz računal job, ki ga imam zdajle, a ne. Ampak sem računal, da bo vse skupaj trajalo dalj cajta, da sploh prijem do tega. Pa hkrati, ja, zavedal sem se, da če hočeš, da te folk dejansko po eni strani publika gleda, nekdo ceni tvoje znanje, delo, umetnost, kakorkoli že, in če hočeš, da ti dejansko nekdo da job, rabiš biti res fucking dober na tem področju. Zato sem se tudi takrat odločil, ok, poznaš nivo, poznaš način, kako se tja pride, imaš fucking zakon trenerja, imaš družbo okrog sebe, ki ti lahko pomaga, da do tega prideš, imaš familijo, ki te suporta, imaš finančno stanje, ki ti to omogoča načeloma. Marsikaj drugega bi še lahko bil problem, ampak jaz sem si takrat prekalkuliral, ok, če si ti res pripravljen toliko pa toliko energije, časa, tako naprej vložiti v to, če ti to res toliko pomeni, pol realno gledano je možno, da si ti nekega dne s tem služiš denar. Tako da, če boš res vložil toliko časa, truda, energije, kakor si zdaj, si spisal na papir, pa videl, ok, tako bo to izgledalo, pol ti lahko rata, isto, kot so se mi da že v avtu pogovarjala. Če imaš ti narejen plan, realen plan in veš, da lahko plan deluje, pol ne glede na to, koliko je tebe strah, ker se še ne počuti zihar, da ti bo ratal zdajle. Če veš, da imaš plan, ki bi načeloma ne deloval po neki logiki, pol se sam moraš držati tega plana, pa bo ratal. Ni vedno najlažje, ker si zjeban, pa si zmatran, pa se ti ne da iti na trening, pa si poškodovan, pa se vsaj rečeš, da se špušil, pa itak pridejo svašta stvari, a ne? Ampak na koncu koncev je še vedno, če imaš realen plan, če se držal tega plana, boš do tega prišel, to je enkrat ena. Tako da jaz sem pač imel veliko zaupanja in vase in idejo celotno, pa rekel pač, ja, meni je to vredno, jaz si to res želim, se pravim, na koncu je 2 leta malo drugače, kot sem si pri 17 planiral, vse skupaj še ful hitreje prišlo, ampak ja, postaviti si realno sliko, realen plan in se ga držati. To je to, sam na začetku rabiš vedeti pa pač, kaj si želiš, ker se mi zdi, da je, če gledamo pri 17 letih, ko sem se jaz to odločil, sem kristalno jasno vedel, kaj hočem delati v lifeu, kaj hočem delati naslednjih 5 let, kaj hočem delati čez 20 let in tako naprej. In mi ni bil tak problem pol sestaviti tega plana, pa se ga držati, zato ker sem imel neko zelo jasno vizijo. Meni se zdi, da je večji problem pri mladostnikih, najstnikih, 17-letnikih, mojih vrstnikih takrat ne bil to, da se ne bi znali postaviti plana, ali pa se ga ne bi sposobni držati, ali pa kakorkoli že, ampak že samo ugotoviti, v kateri smeri bi ti rad ta plan postavljal. Se mi zdi, da veliko folka, sploh na gimnazijah, je takega, ki ga v drugem letniku vprašaš, kam seš pa naprej opisal, ne vem še, čakaj, model, mislim, nimaš več ful cajta, ne. Sej, ok, smo mladi, pa se nam ne mudi, pa bomo že nekaj delali. Ja, bomo, sam, boš ti že nekaj delal, paš pri 30 skontu, da nisi še nič zares naredil, ali pa nekaj za naprej ustvaril, ali pa nekaj ne vem kaj dosegel, kar si hotel, rabiš se enkrat v srednji šoli, rečemo v teh 4 letih, se enkrat rabiš vse dol sam s sabo, pa si rečeš, ok, stari, zdaj pa v kaj boš ti vložil? Denar, cajt, energijo,
vse skupaj, kaj ti dejansko pomeni, kaj ti bo nekaj prinesel, kaj bo vplivalo na tvoje počutje oziroma tvoje dobrobit na dolgi rok in tako dalje in tako dalje. Ne? Na kakšen način bi rad živel. Ker, da si šel na gimnazijo, tudi če nisi vedel, kaj bi rad drugega, cool, to se mi zdi še dosti logično. Zdaj pa tako, fantje, počas boste 18, veš, vidiš, da se že tudi sta, ne? Ja, ampak v srednji šoli je model, mislim, sej razumem, da ti je zaenkrat, kaj pa bomo s frendi, gremo na igrišče. Ja, it's fun, ampak až cel life hodil na igrišče s frendi, verjetno ne, pač začni počas. Profesionalni nogometaš, ne? Ja, ja, sam, tudi ne hodiš sam s frendi na igrišče, ne, pa se tega malo drugače lotaš. Res. Ker se mi zdi, da jaz recimo nimam toliko velike konkurence v svojem športu, se mi zdi, da v drugih športih, če hočeš uspeti oziroma biti konkurenčen, model pač bolj zate, da zagrabiš, pa grizeš od danes naprej, ne od jutra, jutri si že prepozan. Ker vidim recimo zdaj moj mlajši brat, je na gimnaziji Šentvid, basket trenira in si tudi želi s tem uspeti. Od tega živeti, tako naprej. Ja, se mi zdi, da je zelo dober zagled, kako naj to naredi. Ja, absolutno ima en priročnik že spisan, mu je recimo da lažje, ampak je tudi on se je mogel odločati, se je pri 15 odločil, jaz bi to res rad delal, jaz vem, da mi to lahko rata, koliko jaka imam vse možnosti, imam fucking coacha in če se tega resno lotam, če se držim tega plana, kakor se ga tudi, pač res trenira na polno, pol ti to lahko rata. Moje pa tudi, Navš se verjetno rekel, jaz si pa želim biti profesionalen nogometaš, če si celo osnovno šolo igral kitaro, hodil enkrat na teden na fuzbal, pa si še po možnosti malo zalit. Ja, to zgleda ni del tvoje osebnosti. Da bi ti bil športnik, da bi ti bil profesionalen športnik po duši. Ni za vsakega, tako kot zame ni, da bom šel tam, ne vem, glasbo ustvarjati. Lej, ne znam, niti to ni moja stvar, ni del mene, ne bom se v to spustil, ker vem, da mi to niti ne bo šlo dobro in tako naprej. Pač en folk je za neki, drug folk je za neki drugega. Skonti, zakaj si ti, skonti, kaj je tisto, kar te posebno res veliko pomeni, zato ker najlažje boš o tem uspel. Če se res hočeš v eno stvar vertikalno usmeriti, pol mora to biti nekaj, kar dejansko rad delaš, kar je del tebe, ker da seš ti pri 17 rekel, pa denar je v, ne vem, plavanju ali pa denar je v gimnastiki. Pač v gimnastiki je 9-leten froc jači od tebe pri 18, sorry stari, pač nimaš za burek. You're way too late, da boš v gimnastiki profesionalec, če si se pri 17 to odločil. Punce zaključujejo karijere pri 17, pač you're way too late. Tako da malo moraš tudi realno pogledati na vse predispozicije, ki jih imaš, tudi vem, za basketaša, a boš dosti visok. Ja, imamo Robinsona, pa ne vem koga vse, primere, sam model, koliko jih je. Res so izjeme, ne, tako da zdaj, jaz recimo nam šel za basketaša, nisem idiota, ne, pač malo moraš realno pogledati na celotno situacijo, na tvoj life, na tvoje želje, na ideje, ugotoviti, kam imaš rad, pa to zagrabiti, ker pot je loh rata, sam ne moreš neki naspol, če si res to želiš, je treba to fucking zagrabiti, pa si treba postaviti plan, pa se ga držati, pa ne glede na vse. Mislim, ne glede na vse, dej vse imej neki life zraven, čeprav se v neki, tudi če se totalno vertikalno smeraš. Sam pričakuj pa, da če si boš zbral eno stvar, sploh če govorimo zdaj o profesionalnem športu, to so odrekanja, pač na vseh področjih v življenju in po en stran ne rabite skrbeti, ni toliko težko se odrekati, zato ker veš, da ti v bistvu to, zakaj se odrekaš, toliko več pomeni. In ti ni problem reči, ne, stari, ne grem danes z vami na odbojko, na mivke igrati, zato ker pa mi je bilo ful fun, ampak imam trening, imam idejo, imam vizijo, imam plan, rabim se ga držati, danes ne morem na odbojko, danes grem na trening akrobatskega zabijanja. Ja, samo, ker to narediš dvakrat, ker ti ni težko, ker veš, da rabiš iti trenirati, pa te počasno nehajo vabiti. Tako, je. In čez cajt s tovrstnimi odločitvami, ki so pač odrekanja, zato ker ti nekaj drugega več pomeni v tistem momentu,
prideš tudi do kakšnih negativnih posledic in tako naprej, ampak zanimivo je, ker v enem momentu ni tako težko, ampak pogledaš čez cajt, pa pogledaš nazaj, veš, jaz sem pa dobra frenda, veš, sem dobro družbo, fajn smo se imeli, delali smo nekaj koristnega, tako škoda, da ne vem, tega nijem več, še se tudi športom ukvarjam ogromno, na dnevni bazi, tudi večkrat na dan in je tega res veliko, samo večinoma je to delo, je to dejansko work, ali delaš na napredku, ali delaš na kondicijski, fizični moči, mislim, večino stvari je dejansko, ali pa imaš trening za nastop in je zame šiht, ni več toliko zabava in je tako, včasih mi pa mogoče manjka, da bi lahko jaz v uni stari grupi frendov napisal, da ja gremo na eno odbojko na mivki, veš. Bi mogoče kdaj sedel, ampak če si želim biti pač to, kar si želim biti, to akrobatske zabijanje, če si želim tega živeti, če si želim doseči nivo, ki sem si ga zastavil, pol je to edini način, kako se to da doseči in enostavno moraš sprejeti, moraš biti pripravljen to narediti, mora ti to dejansko toliko več pomeniti, kot pa druge stvari, ker če ti ne, se džabe matraš, tudi kasneje, ko boš ti prišel do točke, recimo, ker sem zdaj jaz, ker se s tem folkom ne vidim več, ker dejansko smo pač prekinili stik, ker če se kje sreča, smo tako, kje si buras, nismo se videli 100 let, ja, sam, kje se tudi zaključ, veš. In po eni strani fajn si se v redu odnosil, sam po drugi strani pa, verjetno boš zgubil kakšno družbo, verjetno boš zgubil kakšen hobi, verjetno boš rabo dati kakšne druge stvari na stran in se pač posvetiti temu, zdaj pa, koliko ti to pomeni, ne. Komu pač šport pomeni veliko, sam ne pa toliko, da se bo kar odrekel stvarem, ki si jih želi, ne. Nekomu, kakor sem pa jaz recimo, je pa šport totalna prioriteta v lifeu, na prvem mestu, nič niti ne more priti blizu, kaj šele, da bi to prekosil, pač ni šanse, kaj ti meni v life postavil, jaz bom imel to stvar na prvem mestu, temu bom posvečal največ časa in energije in ker sem odločil, bom šel na trening, pa treniral na delo na svojem napredku po planu, ki sem si ga zastavil, ali bom šel s frendi na odbojko na mivki, sorry stari, jaz grem na trening, ker pač pri 17 letih sem si rekel, to je plan, če bi rad prišel do tega cilja, se ga rabiš držati in ne morem zdaj, ker sem na 3/4 poti, reči, danes se pa nam držal plana. Zato, kaj sem 3/4 poti naredil, zdaj pa mi je 1/4 zmanjkal, da prijem do cilja. Izvini, ne. Sam, ja, to je pač del odločitve, da greš profesionalno v šport, ker vse vzame pač ful enega cajta. Ampak ti si se pri 17 odločil za celo pot naprej, ne samo za 5 let, v bistvu za skos. In je bilo tudi kaj, ki te je presenetilo na tej poti, pa tako, mislim, da ni šlo, ne? Itak. Mislim, Da ni šlo po planu, predvsem. Kaj je recimo kaj tanjega bilo? Jaz sem torej pri 17 sem si postavil, če rečem neko rdečo nit, kako bi rad, da tvoja lifeline poteka. Je bilo, naredim maturo, grem na fakulteto za šport, sem bil na športni vzgoji. In v tem času, če pride, ne vem, kakšna turneja, pol leta sem pripravljen skipati faks, da grem nastopati, pridem nazaj, študiram do konca, vmes kaj, ko itak zdaj si bi nastopil, tako dalje. Po faksu pa je bila ideja iti v Ameriko, na en kaskaderski tečaj in pomaš ti tudi tam audicijo tako in v bistvu traja vse skupaj precej cajta in ful velik stvari se naučiš in ful si dejansko tudi pripravljen delati v kaskaderski oziroma filmski produkciji. Meni je na dolgi rok to nekak point, ker vsem za show performanceom, z oderskim performanceom se ti ne moš ukvarjati cel life, ker vsem naš šport je za telo ful naporan. In marsikomu se to že pri 30 pozna, veš, da telo enostavno ne zmore več, sploh če nisi zadnjih 10 let skrbel za njega tako, kot bi mogel, a ne. Jaz pa bi to rad delal pri 40, 50, mogoče 60, veš, in bi se enkrat kasneje hotel kaskadersko podvršiti. Tako da ja, ideja je bila zaključiti srednjo, narediti faks, nekaj zraven nastopi, pa pičevija Amerika, pa v stuntmanstvo, ne. Ampak, ja, itak, ne veš prihodnosti, lahko si nekaj planiraš, itak ne gre vse po planu, ne.
Ampak pri meni na srečo ta plan se v velike ne pozitivni smeri premaknil in namreč največja sprememba, ki sem jo doživel, je bila v prvem letniku faksa. Jaz sem šel na div in je bilo pač čisto jako, full hud faks, full bito delu, me je zanimalo, mi je šlo, mi je bilo pač čisto jako. Ampak sem v drugem semestru, še prvega letnika, dobil priliko, da se pri Devilsih pa redno zaposlim, kot nastopajoči, kot trener in tako dalje. In sem bil, no, pač jaz sej na faksu je fajn pa vse, ampak je tukaj nekaj, kar delam toliko rajš, pa nekaj, za kar sem se trudil že zadnjih par let in je prilika, ki ti ni vsak dan ponujena, a ne. In bilo sicer pač ostal, pa rekel bom najprej sfuro faks, ampak stari priložnost zamujena, ne vrne se nobena. In sem rekel, je veš, na faksu lahko prijem nazaj, če hočem, če me bo sploh life pripeljal do tega. Pustil, pičil, podpisal pogodbo, najlepša hvala, se redno zaposlil in zadnjih par let delam tako, pa me zaenkrat še čisto nič ne mika nazaj na faks, no. Mi je čisto v redu, tako kot je. Ja, se ni za pritoževati. Ampak ja, ne gre vedno vse po planu. Meni je šlo sicer na srečo v dobri smeri, ampak moraš pričakovati, da ne bo šlo vse po planu, oziroma se si ga zastaviš, pa se ga držiš, ampak če pride nekaj v življenju, ki ti spremeni to pot, to rdečo nit, na kar lahko ali pa ne moš včasih tudi ne vplivati, mislim, ne splača sekirati, ali pa kakorkoli že. Omenil si, da spol, kaj trener si tudi postal? Ja, jaz sem zdaj trener dveh mlajših ekip. Imamo na gimnaziji Šentvid, pa na osnovni šoli Maksa Pečarja v Črnučah. Imamo krožek akrobatskega zabijanja na šoli in ga jaz vodim, sem trener tam. Se pravi, ne delam na šoli, ampak smo nek zunanji izvajalec krožka. Tako da, ja, treniram tam male, tu pa tam tudi našega trenerja pri Devilsih nadomeščam, ali sem jaz zraven kot pomožen trener, ker imam pač res fulka, kdaj na treningih in mu je valjda lažje, če se dva ukvarjava z njimi in ne samo en. Meni pa tudi včasih sede, ker si pa lahko rečem, ok, jaka, danes si lahko vzameš pauzo, ne rabiš iti na trening skakati, ni tako nujno, lahko greš v trenerski vlogi, pa si še vedno nekaj dobrega naredil, še vedno si bil tam, še vedno si pomagal fulku, nisi pa svojega telesa spet poslal v peku. Tako da, ja, kot trener pa ok, tako so pol ostale stvari v firmi, pa projekti, pa tako naprej, ki jih je treba porihtati. Tako da imam full-time job, zaposlen kot akrobat, trener, kakorkoli že, ampak primarno je pa nastopanje, pa videoprodukcija. Ja. In to nastopanje, mislim, sem zasledil, da ste imeli res ogromen nastopov v res velikih različnih državah, a ne? Ja. Me zanima tako, kako je kaj s publiko, a so razlike tako, kjer je kaj bolj zahtevna, a pa tako? Drugač, na splošno v publiki so ful velike razlike in v starostnih skupinah in v nacionalnostih in tak dalje se ful pozna. Če gledamo recimo Slovenci, jaz bi rekel zelo zakomplicirana publika, zato ker pa en stran nas vsi že poznajo in tudi relativno veliko pričakujejo od nas. Hkrati pa se mi zdi, da smo kot družba, pa mislim, da folk ne bi temu tako rekel, ampak ko sem jaz šel po svetu, pa videl, da smo Slovenci dosti zaprti. Ne toliko sproščeni, pa ne toliko pripravljeni spostaviti interakcije z tujo osebo. Ne vem, recimo, kdaj te nekdo na cesti ustavil nazadnje pa vprašal za pot? Mislim, mene je 2 dni nazaj, ampak... Ja, okej, daj povej prosim, kaj je bilo, kaj me zanima, ker tega res ni veliko. Ja, v Aleji, ne. Sem prišel not za pot na WC vprašal, mislim, se ni bilo čisto 2 dni nazaj. Ja, ne, ampak... Je bilo, no, se je zgodilo. Ja, no, zanimivo. Ampak je pa res redko, ja. Koliko je bil pa star ta človek? 30 tam. Aha, okej. Ja, mislim, govoril je takoče slovensko. Okay. Ne, ker sem si predstavljal vse nekoga mogoče malo starejšega. Ja. Ko mene recimo presenetili, pač ne, vsaj jaz ne vidim več tega toliko v Sloveniji, da bi ti z nekim tujcem spostavil interakcijo,
pač, ne vem, ne počnemo tega, reč potegnemo ven telefon, pa se začnemo sami informirati, To iskati na gremo Google mimo, ne. Mapsu, tako ne bom jaz, sam da ne rabim s kom drugim govoriti. Pa smo bili pa recimo v Indiji in imamo mi Google Maps, sam se nekaj začne pogovarjati, mislim, itak jih ne razumeš, ampak skontaš, da nekaj jim je čuden, da nekaj ne kaže v redu. Ustavil, spustil šipo, majstore, dej mi rabo prije do unga pa unga, un že kazal, kaj naprej levo vozi, prišli kaj naprej levo, spet rabo ustaviti, kaj rabo naprej na potke, ne. Majstore, kam rabo, piči kaj desno, tle ne vidim, to je ful bolj sproščeno tam, in to se tudi pol vidi na nastopu, ta nesproščenost Slovencov, recimo, ok, se itak je tudi drugje, je marsikje tako, ampak dajmo zdaj recimo, da govorimo o Slovencih, ki smo dosti taki, sploh, veš, kje pride do težave srednješolci, recimo, najtežje animirati, najtežje entertainment spostaviti, neko interakcijo s publiko, najtežje jih je pripraviti do tega, da bojo dejansko ploskali zraven v ritmu ali pa jih vzbuditi, pripraviti do tega, da lahko izkažejo emocije, ki jih doživljajo ob tvojem nastopu. To jih je ful težko, zato ker se je tako, kako je v srednji šoli, pa me bo sošolka videla, pa nam se zdaj sklej izpostavljajo, pa kaj si bo un mislil, pa bom jaz, ne se oni na odru tam matrajo, pa neki se trudijo nas hajpati, pa da bomo mi ploskali, pa ne vem kaj, sam, ne, kaj si bo pa folk mislil, jaz reš nam. A če bi čisto si, bi tudi on. Nam je zdaj tukaj čuden, pa nam ploskal, ali rabim jaz zraven ploskal, ne vem zakaj ploskam, ampak bom ploskal, ampak stari moj, pač priprav do tega, da bi vsi je fucking nemogoče, a ne, in je res težko kdaj, ko imaš feeling, da sploh ne nastopaš dobro, ono, ki ne dobiš nekega odziva, pa pogledaš posnetke od nastopa, pa smo res odlomili, kaj je s temi tomalimi narobe, pizda, ampak, lej, mislim se pa ena stran pa tudi razume, tudi mi smo bili srednja šola, tudi mi smo se sekirali za to, kaj si bo kdo mislil, ampak najjača je pa pri frocih, ki pa tega sploh nimajo, ker pri starših, oziroma rečemo, to je 30-35 plus, je že tako, da so že spet šli čez vso to fazo, ki bi jih skrbeli, kaj si bo folk mislil, itak so tam verjetno zaradi svojega otroka in otrok je všeč in temo, zanimiv je, ploskava oba, in ni problem, starejši pa tudi, sej vejo, cenijo, on se zdaj prišel kle na oder potruditi, zakaj pa ne bi ploskal, se dejansko le kaj delajo, a ne. Tudi ni tak problem, ampak srednješolci so pa užas. Najjače pa so pa otroci. To je pa, glej, ti greš na kuc, pa greš žoga čez obroč ali pa se od obroča odbije stran, nima veze, gre čez, ne si padel na hrbet ali prstov na noge, nima veze, sound efekti vsaki čisti. Tako da, to je pa najjače. Pa res je ono, ki nimajo filtra, ki jih ni sram, ki se ne sekirajo, kaj si jo kdo mislil. To imaš pa naenkrat ki so pa vsi nahajpani. In je čisto jako najlepše za otroke nastopati. Ja, samo imaš pa tudi, smo rekli, to zdaj recimo starostne razlike, imaš pa nacionalnosti. Meni je po nacionalnosti najjače nastopati v Nemčiji. Ne vem zakaj, ne bi si jaz tudi ne mislil, kako ker imaš interakcije z njimi, so taki dost hladni, dost strikt, vse ful po rekelcih, vse ful uradno, ni tega sproščenega vajba, kakor je na Balkanu, pri kakšnih Srbih, ker vse sredičemo, ne brini, brate, tam gor res ni tega, ampak je pa zanimiv, ko ti enkrat zašaltaš to nemško mašino, ker oni enkrat začnejo v ritmu muzike ploskati, to ne utihne do konca nastopa, stari. Pač to ga pa šopajo in ne ustaviš in pač ko res se sprostijo, ni jim problem pokazati, pač ko res prav radi se uživijo, se mi zdi, da v nastop, sede jim to, pa se mi zdi, da vsakmu sede. Sam, pismo, zakaj ne moramo Slovenci tega pokazati, zakaj ne se tako sram, česa nas je sram, stari, daš plosko, daš pokazati, da ti je jako in kaj ti je rekel, kako je, pa smo ti čudo, da ti je jako, da on tam salte dela, ti si čudo, če ti ni jako, da nekdo salte dela, ja, vse to, exactly, ne. Ampak, imaš ful razlike po svetu, kakšni tudi te obmorske države, ala Španija, na Kanarcih smo nastopali, tam je isto, čist sproščen vibe, še tako malo bolj lokalen je bil, ker pač na otoku in je tako malo drugač, pa na morju čist sproščeno, isto lažje interakcijo s publiko spostaviti.
Sam ja, Sloveniji je pa to kar zalogaj. Kaj pa ZDA, v Dallasu se mi zdi, da... Ja, v Dallasu sem bil, pa v Oklahomi sem tudi nastopil. Kakšne so pa razlike, ker ZDA to je pa velika država, mislim, to ko je Evropa skoraj, no, to ne, ampak še vedno so razlike verjetno že po sami državi, ali ne? Mislim, ja, se razlikuje, ampak je ta izkušnja bila, recimo, da malo bolj specifična, zato ker smo nastopali v res velikih stadionih. In že nasplošno je na dogodkih tudi ful odvisno, kakšen je dogodek, na kakšen način boš ti interakcijo s publiko vzpostavil. Ker včasih si ti na basket tekmi dol na igrišču, medtem ko je publika ful daleč stran gor na tribuni, a ne, in je čist drugač, boš ti svoj show performance naredil, kakor če si ti na enem dogodku kle v Kranju in si pripeljal svoj koš s sabo in ga postavil na parkirišče in so ti oni samo eno ograjico naredili, da imaš ti svoj zalet, da ti folk ne hodi čez, ampak imaš takoj ob ograji že ljudi. In so čist zraven in ti, ko stopiš dol z blazine, moraš paziti, da imaš tam malega pohodu. Ja, jih imaš pa toliko blizu in je tudi spet čist drugačen način, kako boš ti z njimi interakcijo vzpostavljal. Tako da pa valjda je lažje, če jih imaš bliže, a ne, prej začutijo to pristno energijo, dejansko lahko človeka v oči pogledaš, in je čist drugače, kot če ti gledaš kaj gor pač na tribuno, ne fokusiraš se na posameznika, čist drugače je, kad ti na nastopu dejansko nekoga v oči pogledaš, ko da v Dallasu recimo je zdaj težko reči, kako je bilo imeti interakcijo s publiko, ki itak ni bilo prav veliko, zato ker so tako daleč stran. Pa zato, ker je tako velika dvorana, pa ker itak ful folka med polčasom gre ven, pa si gre po kokice papir, pa pride pol nazaj, pa te niti ne gledajo, ali pa se kar še vmes šetajo. Ti sploh ne veš, kdo ti zdaj dejansko sploh gleda. Pa na zaslon, ne, mislim. Ja, pa itak vidiš, ti vidiš ful folka, seni so proti tebi obrnjeni, sam, to zdaj tako, bolj, ker ne imaš vse tam in ko z vsemi naenkrat neki interakcije spostavljaš, medtem, kot sem rekel, ti folk čist zraven, lahko pa dejansko z vsakim posameznikom, lahko je tam ena ta mala 4-letna, ki drži rokico in si jo opazil in boš stisnil petko, ko se vračaš nazaj na zalet. Je čist drugače. In ja, v Ameriki žal nisem imel druge izkušnje, kot pa to, da bi na velikem stadionu nastopal, ampak je pa po svoje tudi, mislim, ima poseben čar, ker imaš pa ti stožice so kaj 12,000? Ja, tam neki 12-14. Ja, odvisen tudi, če ne vem, od spodaj še lahko folk stoji, sedi kakorkoli. Mislim, da je tribuna 12 ali nekaj tasga. No, v Dallasu je slabih 20,000. Skoraj enkrat večje kot stožice. Ne? Pa že stožice niso male, če tako pogledaš. Ne? In ti tam, ko prideš čez na mehna vratca, čez koridorček, stopaš ven in se ti odpre una fucking huge dvorana. Še vse je nekaj posebnega. No? Je druga energija je v dvorani vse. Je pa zanimivo, drugače Američani kot publika, to me pa, mislim, zanimivo, da me je toliko presenetilo v tistem momentu, zanimivo, da nisem pričakoval tega, ampak v Sloveniji, če greš ti na basket tekmo, še na eni strani navijače ene ekipe, na drugi strani navijače druge ekipe, vmes imaš pa gledalce. Ne? Ampak tudi te gledalci, načeloma je vsak na strani ene ekipe in načeloma tudi navijajo, sam ni pa zdaj, da se bojo drl pa pel tam na veliko, kot dejansko una navijaška ekipa. Ne? Ampak tako, ti imaš cel cajt navijaški vibe, cel cajt je ta neka skupna energija prisotna v dvorani, je neka tekmovalnost in tako naprej. Medtem, ko na NBA-ju ni tega sploh. Ni folka, ki bi navijal, ni te tekmovalne energije. Veš, kako je, kada si v kino prišel. V kino si prišel, usedel si se, pogledal si film in šel si domov. In folk pride, se usede, gleda pač, po mojem tudi niso zdaj neki težki poznavalci basketa, ampak so sam pač prišli gledati tekmo, ker to ne vem, lifestyle ali pa način hanganja ali kaj jaz vem, ampak vidi se, ker tudi ni zdaj, da pač mi smo veseli za vsako točko, ki jo da naša ekipa. Ni me vseeno, dokler ta točka ni nek deep 3 ali pa kuc. Ker ga nekdo postarajza, cela dvorana gor skoč, ko bo naredil, ko ste videli, overreaction ameriški tipičen, ampak pa neka lepa akcija, pa na koncu neko obično polaganje, ki pač ni atraktivno,
tišina v dvorani, nič se ne zgodi, ni sploh, ne zanima publiko, dokler ni bam, pa vsi ludijo, pa en vrže trico, po možnosti v zadnji sekundi pa se folku strga. Pa prej je bilo toliko vse celo tekmo, zdaj pa, ker niti ni za zmago, sam pač vrgo eno trico, zadnjo sekundo, pa dvorana ponori in to me je presenetilo, ker sem videl res drugače, kot pa v Sloveniji. No. Ampak pol je to dobro za izvajanje trikov, a pa pač je šov, ne? Bolj padajo na šov, kot tle. Bi rekel, da ja, Ja. pa tudi se mi zdi, da so Američani rahlo bolj sproščeni, kot pa mi. Si upajo bolj pokazati. Smo imeli tudi recimo tam izkušnjo v Airbnb oziroma pač blok je, greš dvigalom gor in vmes en Američan, ne zgleda drugače bolj Mahičan, ampak stop not in mi smo imeli vsi iste puloverje oblečene in je sprve, you guys are some sort of a basketball team, pa če ste kakšna basket ekipa, ali kaj ste vi, neki ste skupaj, zelo očitno isti outfit imate, a ne? Kaj ste vi za eni? Nismo bolj povedali. Ampak je dejansko spostavil interakcijo, kdaj si nazadnje stopil v dvigalo v Sloveniji, pa se s komerkoli pogovarjal. Pač nikoli, oziroma vsi te imajo za zelo, zelo čudnega, če to narediš. Ja, se to. Ja, in si pa niti ne upaš več karkoli reči, zato ker Bog ne da, da te bo unmel za ne vem kaj. Pač, moj Bog, meni grejo včasih Slovenci tako na živce. Ker pač, zakaj ne moreš sam pač sproščeno stopiti v dvigalo, pa videti folka, da ima isti outfit, pa jim reči, kaj ste pa vi za eni, zakaj? Ja. Kaj pa je kle groznega? Ampak v Sloveniji, bože, ne daj. Če rečeš dober dan, pa nasvidenje, je to že full fucking velik, Tako da, ja, je drugač in čeprav nisem imel toliko pristne izkušnje, da bi dejansko videl odziv publike, se mi zdi, da je lažje z njimi interakcijo spostaviti. Zdaj bi mogli biti, kolikor jih poznam kot kulturo, se mi zdi, da bi mogli biti lažje. Je pa težko reči, ker ne dobiš zares feedbacka, ker so tako daleč stran. Ne. Ampak tu si dobro izpostavil, to, ker ni navijaških ekip, tako kot je tle na Balkanu, ali pa mislim po celi Evropi v bistvu, ker so pač za eno ekipo fani in to je na eni strani in drugi in pa je to čisto Tam so vsi samo gledalci, samo spektatorji. Noben ni, dejansko tudi sam ni emocijsko vključen v njihovo tekmo, pa so vsi živčni, tam ni noben živčen. Ne, tam so vsi sam prišli gledati takih boli, Tako da je ful je zanimiv, ker si v dvorani, pa ne čutiš napetosti. Ni, v luftu ni napetosti, in to je tako, mislim, ker je bilo konc nastopa, pa smo šli lahko gledati, pa si bil tam, pa si sosedel, pa si bil tako, model, res je ogromna dvorana, res je ful folka. Zakaj je tako sproščeno vse? Jaz sem res bil tako, najbolj, kot da si pač film prišel gledati, vse, da si se na svoj stol, to je bilo to, ni bilo ga tension, ti nisi gledal na eni strani, se eni derajo, na drugi strani se drugi derajo, sploh ni te pristne izkušnje tekme, kot če greš pri nas na tekmo Olimpija Maribor. Pač to je izkušnja, če ti Američana pripeleš v Beograd, Crvena zvezda, Partizan, basket tekma, on bo mislil, da je prišel pač na drug planet, isto, kot so, kaj je že bilo, en set nazaj, Jokića so na postkonferencu vprašali, kaj ja, so pa ful navijali, kao te naše, ne, kako se ti zdi to, da je folk ful navijo, ne, pa niso 5% toliko pri nas, kaj šele uni tam Partizan, pa Crvena zvezda, ki bakle not prežigajo, pa kaj je res pač ludilo, ker je to, da ne zrušijo tribune. In je Jokić ko brother, I played in Serbia, pač, ne mi vi kle z vašimi furami, nimate pojma, kako je to drge, In dejansko, oni tam so mislili, da to bilo ne vem kaj. Ne, stari, pač pridite enkrat v Evropo, pa te videli, kaj je to navijanje, drugačni smo si po svetu, ne. Ampak je pa fajn izkusiti in eno in drugo in malo primerjaš, čisto luštno. Kje pa ti je pol boljš igrati, nastopati, no? V takih večjih dvoranah ali manjših? Kaj pol... Je bolj fajn v manjših. Če imaš ti manjšo, bolj privatno publiko, ki je bliže dogajanja, bolj pristen odnos lahko z njimi vzpostaviš čez cel nastop in tudi tvoje reakcije po uspeli akciji, po zabijanju,
če nekdo gleda iz zračne razdalje 30 metrov gor z tribune, tudi tvojega face expressiona ne bo videl, in tudi on ne bo doživel tega šova isto, kot če je pa tam zraven. In ti ne bo začutil te energije, zato ker boš ti zakucal, pa se zadrl, pa tam na tribunu sploh slišal malo. Nekaj tam odpiraš usta. Pomaš pa ti folk 2 metra stran od sebe, stoji tam zraven in si se dejansko njemu, pač ti si gledal unga, kaj kucno, pa si se pa obrnil pred njim, stojiš 1 meter stran od face in mu klejmaš in se mu dereš, čist drugače, isto kako se ti počutil, če gledaš tam nekam dol, pa če se ti sklej začne pred faco, drugače, začutiš energijo in tudi mi, ki nastopamo, valjda sami čutimo, kakva je energija v zraku in med nami in publiko in med nami nastopajočimi in tako naprej. In na koncu koncev je bolj pristno, če je vse skupaj zgrupirano, kot pa če so to neke velike dvorane. Se pravi, je nek čar, je drugač, je malo wow efekta, tudi malo se ponosnega počutiš, gled pred koliko folkom nastopam pa nekaj, ampak na katerem šovu bolj uživaš na koncu, ki imaš publiko takole zraven. Kaj jim rabiš vmes pokazati, dej se malo odmakam, vem, da ti je jako, pa da hočeš od malo bližje videti, ampak jaz rabim plac, da lafam. To je najlepše. Sem imel že tudi momente, ko sem rabil iti pa otroka prijeti, pa ga dvigati, pa ga nesti, pa ga odložiti nazaj, da vidim, ko model prosim ne se premakniti, kot to en brcno. In če bi mogel pa izpostaviti eno prav, ne vem, en nastop, kateri ti je bil najboljši, pa recimo, če veš tudi, kateri bi bil pa najslabši. Ampak ne sam publika, kako je reagirala, ali tudi kako vaš nastop, kako si bil ti zadovoljen z svojim nastopom. Okay. Gre najprej na najboljšega, ker to je po mojem veliko lažje, ker najslabši ne najdete. In mi je ful zanimivo v bistvu, da po vseh teh letih dejansko imam en nastop, ki mi je pa ostal v spominu kot najboljši vibe. Pa tudi mi je ful zanimiv, ker večinoma, če me vprašaš, kje ti je bilo pa jako. Najprej pomislil, ki mi je bila Turca jaka, pol, ki mi je bil nastop jak, ampak zelo velikokrat to se opada eno z drugim. Medtem, ko ta Turca pa ni bila čist nič posebnega, en dan smo se cel dan furali gor v Nemčijo, en dan smo bili tam, imeli trening pa nastop, pa drugi dan smo se furali cel dan nazaj. Kje pa? Pač nič od nič. Nekje gor na severu, sem se pa ne spomnim imena, pa samo enkrat smo bili tam. Pa ni zdaj, ne vem, Bremen, Hanover, nekaj velikega, nekaj malo manjše mesto. Tudi nastopali smo na basket tekmi in dvorana je, pač niso bile to Stožice, to je bila tako, bolj, da bi rekel, neka malo bolj vaška v Škofji Loki telovadnica. Bolj nekaj temu podobnega, kar pomeni, da tudi folk bil malo bližji, malo manjša dvorana, malo bolj privaten vibe. Vsi so že kakšen pirček spili, so bili tam na basket tekmi in Nemci, tako kot sem rekel, meni najjača publika. In ful mi je zanimiv, ker to ni bil šov, ki bi meni bil jak na foru, kaj smo mi delali, koliko smo mi hude akcije skupaj sestavili, koliko smo ne vem kaj naredili. Iskreno, šov sam po sebi ni bil sploh nič res posebnega. Sam odperformali smo ga full over, niti ene napake nismo naredili in publika je toliko odpadla. Pač meni je bilo nerealno, koliko je njim bilo hudo. Veš, vse si navajen, devi si ste hudi, ko se vi po luftu mečete, ali pa, dobiš aplauz, ok, good, sam to, kako energijo so oni nam nazaj dali na oder, mi ni dal noben nikjer po svetu, pa imam ne vem koliko šovov za sabo, mi je res ostal v spominu kot nekaj posebnega, nekaj, kar nisem nikjer drugje doživel. In se prav spomnim, če je bilo, na koncu smo imeli priklon, oziroma smo se postavili na trico in se zadrli, ok, in vsi skupaj, hej. In sej, ok, ne vem, standing ovation smo tudi kje drugje dobili sploh na kakšnih dogodkih, ker dejansko folk, ki se malo bolj spozna na akrobatiko, ki malo bolj ve dejansko, koliko je težko, kar delaš, kakšne cirkuške predstave in tako naprej, kjer smo bili del. Da si pa tako na nekem klasičnem šovu, sploh basket tekmi, da dobiš standing ovation, je pa
je pa kar wow, no, mislim, načeloma ok, ko greš poslušati opero, mislim, se že na pol pričakuje, da boš na koncu stal pa plosko. Je to del kulture. Na basket tekmi ni del kulture, da boš ti halftime show v plosku, pa mislim, da boš standing ovation dal. Res smo jih rabili navdušati, zgleda, da jim je bilo to jako. In se prav spomnim enega modela, na kak način, ko res full of respect vstal, pa vedi, ko stari vsaka čast. Ono res najbolj počas plosko, ampak pizda to vam je parata, veš. In to je bilo res hudo. Ko sem ga modela videl, sem šel prav v publiko do njega, pa sem mu zahvalil. Svet, ko model videl sem te, čist mi je bilo jako. In imam eno fotko doma celo v okvirju, iz tega nastopa, ne vem zakaj se je fotograf odločil, da namesto, da bo nas slikal, obrnil kamero v publiko, ampak sem res fucking hvaležen, da je, zato ker imaš samo fotko publike in čisto vsak obraz drugačen, ko eno shit, en kaže leko delajo, en je shit stari, ne morem gledati, kaj si ti nor, res toliko enih različnih face expressionov, pa ko vidiš, da nobenemu ni bilo ono, malo gledam, malo skačajo, ajde, se ste dobri, res so vsi bili ono, what the fuck, da, tisti tega nastopa ne nikoli pozabil, pa to sliko imam doma v okvirju na predalčniku, mi je čist bolano, še zdaj, kdaj ko pogledam te obraze, sem ono, za te publike smo pa res dali neki, te so pa prišli gledati basket, pa videli nekaj, kar si bo zapomnil za cel life, in to mi je bilo res jako, zato mi je ta šov tako najboljši. Ker smo dobili nazaj energijo, občutek, ki ga ne dobiš velikrat. Ker si sam na šovu, nastopaš zase, nastopaš s svojimi kolegi, kdaj je kakšna, zanimive so tudi akcije, ki vmes neki skor zafrknemo, ampak nam vse en rata sprav čez in dejansko na koncu uspemo zakucati, spravimo akcijo čez in smo res full happy, ker publika sploh ne ve, da smo mi v bistvu skor zajebali vmes. Ne veste, koliko smo mi v bistvu veseli, da ne ve to rata, pa da to fura, pač je, ker je pure hype, ker ni, da bi ti mogel sam, ne vem, igrati ali pa nekaj, ampak si dejansko res navdušen, se tudi te momenti so hudi, ker jih publika ne začuti zares, ti pa jih toliko bolj, ampak ker ta energija ni notranja znotraj ekipe, ampak ker pride eksterno od zunaj, je nekaj čist drugega, no. In je ful močnej. In je to live for, no. Omenil si Indijo, ZDA, Nemčijo, Kanarce, tako naprej. Kje imaš željo, da bi najrajš pač imel nek nastop? Tako, a imaš kakšno prav specifičen kraj, kjer bi pa najraj bil? Ali pa ponovil še, zdaj si omenil do Nemčijo, bilo to dober, ampak. Tako, da bi rekel prav kraj Ali za pa dvorana, nastopati. Pa država, karkoli. Okej. prihodnosti. Karkoli je sicer tak, ne bom rekel, da sploh cilj ali pa plan, pa karkoli, ker ne vem, koliko je to sploh dosegljivo, oziroma koliko bi mi sploh uspeli priti zraven, ampak Cirque du Soleil, poznate? Ja, Več kot najmočnejša, najvišje nivo cirkuške produkcije na svetu. Če bi kle zraven uspeli prijeti svojo točko, se mi zdi, da je to. Pač naš šov je v bistvu circus act, če tako pogledaš. Res, da se je razvil iz halftime šovov basket tekam, ampak to je v bistvu cirkuška točka, če tako pogledaš. Tudi nastopali smo že v več cirkusih, je to bila ena točka od vseh v celotni predstavi večerni. Ampak če bi pa Cirque du Soleil, to bi mi bila pa ena od potrditev, ki bi vedel, niste sam cirkusanti, ampak ste na res fucking nivoju, ker tiste pa, da pa tam zraven priješ, pa tam res vsi, kar delajo, več folka na svetu se ukvarja z akrobatskim zabijanjem, več folka na svetu se ukvarja z čisto vsakim cirkuškim aktom, ampak v Cirque du Soleil pridejo pa sam tam najjači, in da ti to rata, to bi bilo pa stati na odru Cirque du Soleil, bi bilo pa neki čist outside vsega, kamor mi sploh ciljamo, sploh, mislim, ni zdaj da bomo šli pisati Cirque du Soleil, ker sploh nismo, ful omenih drugačnih eventov, ful omenih drugačnih nastopov, niti se ne rinemo toliko v cirkuške vode, sam, da bi bili pa povabljeni, to bi bilo pa prefuknjeno, Tako da
Cirque du Soleil bi bila ena stvar, ki bi nam pomenila, po mojem, kar veliko. Glede države pa težko reči, kaj tak mislim, ne začneš razmišljati, kje bi nastopil, ampak kam bi potoval. Ja. Kam bi šel malo turista igrati, pa zraven še delo, ne. Ampak ja, kar se pa odrov tiče, Cirque du Soleil, absolutno. Drugega pa niti prav zares nimam, zato ker sem NBA že odklukal, ker NBA je načeloma, se mi zdi, da v našem športu, kot sem rekel, ni toliko cirkuški, ni zdaj, da bo najvišji, da bo tako kao, če pustimo skill, koliko si ti dober, oziroma kjer nivo si dosegel, si načeloma najvišji nivo performinga v našem športu dosegel s tem, ko si nastopil na halftime show v NBA tekme. Tam se je vse skupaj začel, tja je najtežje pridati kot Evropejc. Ta oder načeloma, mislim, je tudi največja publika, tak dalje. In ti načeloma največ pomeni, kot da zdaj, dokler nisem bil na NBA-ju, so mi to bile skozi sanje, ne. Zdaj so te sanje dosežene in se mi zdi, da sem tudi, kako bi rekel, kao največji oder akrobatskega zabijanja dosegel. Kar mi je pač tako fuljako. Ampak naprej pa zdaj prav tako za nek drug oder v akrobatskem zabijanju, kakor pa svetovno prvenstvo. Drugega ni javno. Kaj pa olimpijske igre, recimo? Kaj pa to? To je pa drugače, ja, zelo zanimivo vprašanje. Zdaj so glih olimpijski, ampak so zimske. No. Ja, dobro, no, ampak jaz osebno bi bil navdušen, najbolj vesel, ponosen na naš šport in vse ljudi, ki delamo na razvoju našega športa, če bi to nekega dne prišlo med olimpijske športe, da bi imeli na olimpijskih igrah akrobatsko zabijanje. Drugače sem mislil, ampak Okay. jaz sem mislil, da bi sam nastopal. Aha, Zdaj pa še bolj zanimivo, ker a to je pa tudi tekmovalno lahko. Ja. Aha, okej. Dobro, Ja, se to, ker načeloma itak tekmovanja v akrobatskem zabijanju obstajajo. Imamo tudi v Sloveniji državno prvenstvo, oziroma pač neuradno, zato ker nimamo niti zveze akrobatskega zabijanja in tako naprej. Pač ni uradno, ampak je sam dogodek tekmovanje na državni ravni. Imamo enkrat na leto, pa imeli smo tudi prejšnja leta, oziroma v zgodovini smo imeli tudi svetovno prvenstvo, spet neuradno, mednarodno tekmovanje, ampak dejansko so pač prišle ekipe z celega sveta in samo ena iz države je tekmovala v pro kategoriji, se pravi, da bi imela država svojo reprezentanco. In ja, imamo tekmovanja, imamo sistem, po kakem vse skupaj funkcionira, pravilnik in tako naprej, pač lahko bi in čist legit je, sam je še zaenkrat toliko nepoznan, pa nerazvit, pa toliko malo folka se ukvarja s tem športom, pa okej, pri nas je ekipa ful velika. Pa Madžari v Budimpešti imajo eno ekipo Face Team, ki ima isto ful velik podmladek, pa veliko folka, ampak okej, pa imamo ene Francoze isto, ki se s tem ukvarjajo, sam nimaš ti v vsaki državi ene take ekipe. No, pa sej, ni treba, da ima vsaka država eno tako ekipo, da prije na olimpijske igre. Mislim, se tudi v skokih skače 5 reprezentanc, v bistvu. Ja, imaš prav, ni nujno, ampak se mi zdi, da na splošno rab šport dobiti malo na prepoznavnosti, da ga sploh začnejo dosti resno jemati, da pride na olimpijske. Ker že če gledaš breakdance, je zdaj na zadnje prvič na olimpijskih, če ima kaj prav, poletnih. Ja, je bil. Da je bil novost, ali pa skatanje je tudi eno od dost novih. To je pa dost tako novo. freestylersko. Freestyli zelo postajajo tako. Ja, isto smučanje, bordanje freestyle je v zadnjih letih ful pač naraslo in je na olimpijskih in tako naprej. In vidim, da bi lahko mogoče nekega dne tudi akrobatsko zabijanje bilo, zato ker se tudi same olimpijske igre razvijajo v tej smeri, je v njihovem interesu, da to vrstni športi pridajo zraven in tako naprej. Ampak je do tja še ful dolga pot, nažalost. Jaz dvomim, da se bo to zgodilo v času, ko bom jaz še kucal. Tako da nekako ciljam zihar ne na to, bi bil pa res ponosen, če bi se kdaj zgodil. Sam, ja, to je še ful korakov prej, a veš, najprej na državni ravni, da imamo zvezo ali pa nekaj, ko naprej pa se, da se preključimo kakšni gimnastični, da to rata, ne vem, ena zvrst, neka branža ali kakorkoli že, ki se začne uradno priznavati in tak dalje. Pač zaenkrat je to samo folk, ki se je nabral skupaj, da bo entertainil publiko. Veš, ne jemlje se še tega kot nek
resen šport, tekmovalen šport. Ja. Ker po eni strani tudi logično, veš, ipak ni point našega športa, da bomo tekmovali. Point našega športa je, da animiramo publiko. Ja. Ne? Ni tako kot fuzbal, ker pač, ok, se fuzbal tudi prije gledati, publika, ne? Ampak oni pridejo gledati tekmo. Ja. Je point tekma med dvema ekipama, ki pride folk gledati. Pri nas ni point tekma med dvema ekipama, point je nastop. Samo energijo, ki jo ti daš publiki. Ne toliko tekmovalnosti, kar mi je pa en tudi ful všeč, ker pač je res good vibe cel cajt, nikoli ni neke tekmovalnosti, pa ni te jeze. Včasih, moram reči, da mi to malo manjka, ker prej sem treniral futsal. In je bilo ful tega in ful fizičnega kontakta in te grobosti, neke jeze, tekmovalnosti, ki si rabo imeti nek attitude, ki si bil na igrišču. Zdaj, ki je bilo v Ja, Stožicah. Je bilo, ja. Ja, klej pa recimo čist drugač, klej pa ni nič tekmovalnosti, pa neke te jeze v tega, ampak je samo good vibe, pa sam sproščeno. Tako da ja, mislim, razumem tudi, zakaj ga folk še ne jemlje tako, ampak pismo mogli bi prijeti na tekmo pogledati, pa bi razumeli. Ampak še vedno tako, zdaj smo se toliko zabavi pogovarjali pa to, ampak še vedno pa rabiš, da ne bo kdo dobil kakšne napačne predstave, rabiš pa na treningu še vedno ful delati in je, zdaj si rekel, da si poškodvana, ne. Ja. Tudi to zraven pride, pa treningi so verjetno zelo težki. Malo povej še o treningih, kako to zgledajo. Verjetno ni samo zabijanje na koš, pa uigravanje, pa take zadeve, še kaj zraven. Absolutno. Zdaj, tako, isto kot pri vsakem športu, odvisno od tega, na kakšen način se ti želiš športom ukvarjati. Ker pač imaš tudi to akrobatskem zabijanju ljudi, ki delajo to pač 2-krat na teden, nastopajo 1-krat na 3 mesece, pa 4, veš. Pač mu to ni point, ja, mi je fajn, to delam, s kolegi sem tam, cool mi je, ne bom se pa zdaj jaz klej forsiral, pa ne bom zdaj od sebe ne vem kaj pričakoval, pa pač bom delal to for fun. Ok, good, nimaš napornega lifea, kar se tiče fizičnega vidika. Sam če pa si tako kot jaz, da ti je to itak primaren način prihodka, da imaš idejo, da bi se s tem rad ukvarjal še zelo dolg cajt, kar pomeni, da moraš delati na tem, da bo tvoje telo sposobno pri 40-50 še vedno skakati na trampolinu. Če hočeš to delati na toliko visokem nivoju, ki si ja želim, oziroma sploh, če hočeš priti do maksimalno možno visokega nivoja, pol se moraš zavedati, da velikrat ne boš sploh gledal na to, kako se tvoje telo počuti. Čeprav bi mogel, pridejo kdaj trenutki, ki ne. Pridejo kdaj sezona poletna, ful nastopov, ful turnej, potuješ gor pa dol, telo že komi zdrži, cel si zategnen, ampak še vseeno greš na 7 teden spet isto narediti, zato ker pač veš, da rabiš sam še ta september stisniti, pa se pa poletna sezona umirila, pa šlo šel k enemu fizioterapeutu malo. Tako da ja, odvisno od tega, na kakšen način se želiš športom ukvarjati, pri meni je to pač profesionalno, je to način prihodka, je to ideja, da bi rad bil v tem najboljši. In to pol terja svoje. Meni je recimo pač spuščati treninge akrobatike, ok, zdaj, ko sem poškodovan, pa tako naprej, pa ko imam trenutno malo drugače zastavljen plan, pa malo manj treningov, mi trenutno čist sede, tako kot je, ampak če pogledamo na zadnji 2 leti recimo, od poškodbe naprej, ker sem imel gležan, jaz sem treniral pač vsak dan, zihar, večinoma 2-krat na dan. Zato, ker neki so treningi akrobatike, drugo je dodatna kondicijska priprava, vaj za moč, tako naprej. Hodim i tako fitness zraven, imam tudi osebnega trenerja, ki mi pomaga pri sestavljanju programa in tako naprej, in pač celoletnega cikla treninga. In to ni zdaj, daš pač šel v fitness pa delal push-pull legs, pa to vsak teden isto, te 3 treninge ponavljal. Tako da imaš ti v celoletnem ciklu najprej del, ki delaš samo na gibljivosti, pa delaš samo na moči, pa delaš samo na aktivaciji, pa delaš na kondiciji, tako naprej. In je pač vse skupaj profesionalno strukturirano, ampak je spet model, ti bi rad od mene take pa take rezultate, mi je rekel trener, ne? Ja. To moraš delati, sam to moraš fucking delati, veš. In ja, se moraš zbrcati, moraš iti na trening, moraš iti v fitness, moraš iti skakati, te boli, ja jebi ga, imaš muskel fiber, ja jebi ga, veš. Sej
kdaj tudi valjda poslušati svoje telo, kdaj se ne smeš pušati. Sam zdaj pa ti pismo išči fine line, ja, don se rabiš pušati, ali pa ne, don se pa boš, da ostaneš doma, ker tvoje telo res ne zmore več. S tem, da jaz nimam toliko težave s tem, da bi se mogel ful pušati. Jaz imam kvečemu težavo s tem, da se ne grejem za dost. Ja. Realno, iskreno, tudi vsakič, kar rečem, da se moraš, mislim, se rabo spušati, pa stisneš, pa greš na trening. Ja, sej, kdaj tudi meni pade na pamet, da fakt, da se mi ne da, ok, ajde 5. Ampak tako, da bi se pa zares rabo prisilit, da grem na trening v zadnjih 7 letih zihar, ne, niti enkrat. Tako da, realno pač, če ti je fajn to, če uživaš v tem, če ti tudi fitness ni muka, ampak ti je tudi fitness fajn, pa če veš, zakaj ga delaš, a ne, pol načeloma ni tak problem. Sej nekdo, ki pa mu sede, ne vem, enemu arhitektu sedeti za mizo pa risati tune plane, pa bajte sestavljati, model meni je pač muka. Sedeti pri mir, pa risati tam, pa neki biti natančen. Pa njemu ni pa čisto drugače gledal na stvar, ko bi nekdo rekel, stari te treningi 2x na dan, to mora biti naporno, to mora biti težko. Mislim, ja, je fizično, je naporno. Sam meni to ni težko delati, jaz to zelo rad delam. Tako da se pušati nekaj zares nisem prav velikrat rabil. Kvečemu vrem za tlih to, stari, daj chill, tvoje telo enostavno ne zmore. Jaz vem, da bi ti rad jutr ta trik naredil, ampak ti danes ne moš hodati, kaj daš skako. Pač chill, boš naslednji teden, vzam si cajt. Ampak ja, na koncu je še vse. Na koncu pridemo na to, da živim na eni meji pregorelosti, zato ker imam samo od sebe toliko visoka pričakovanja v tem športu in toliko prešerja sam sebi dajem, kdaj rabim ta pričakovanja doseči, da v bistvu konstantno gledam, ok, lahko treniraš, ustav se. Lahko treniraš, rabiš se ustaviti. Lahko treniraš, model ustaviti se moraš, nikoli ni uno, da bi jaz gledal, ok, še lahko, pa da vidimo, ok, še lahko ti kar treniri, ne, jaz v bistvu cel cajt rabim paziti, da ne bom preveč treniral. Zelo podobno meni. Ja? To je zelo podobno meni. Ja, no, se pol razumeš, ampak sej, če to rad delaš, veš, ti v bistvu ni problem, kakorkoli je dejansko fizično naporno, pa kakorkoli, mislim, jaz sem imel tudi težavo s hrbtom, tako da čez dan pač nisem mogel funkcionirati, sem se rabo valčkati, raztegovati 1 uro v kosu. Ja, 1 uro v kosu, samo zato, da sem lahko danes funkcioniral, zato ker pač pucaš posodo in stojiš v enem položaju in te zategne in te zakrč tam v hrbtu in se popremikaš do unega valčka, ki je eno kamenel dedi in se začneš valati in po 1 uri lahko funkcioniraš. Ja. Nisem najbolj ponosen na to situacijo. Moram priznati, da sem rabil kar ene par fizioterapij, pa teden aktivnega dopusta, da sem se spravil sploh nazaj v funkcionalno stanje. Priznam, nisem mogoče najbolj poslušal svojega telesa, tudi zato ne, ker pač mi je to šiht in imam nastop in ostal folk se pač sprašuje, bi imaš ti naslednji mesec cajt, da bi šel nastopati, pri meni je sam, se ti greš, ne, nimaš nič kaj posebnega, zakaj ne bi, se pravi greš, ne. In je kdaj pač i tak fizično naporno, sam meni osebno fizično napor pač ni problem, ni mi težko, veliko teže mi je ne fizično naporno, da sediš pri mir, pa da rabiš nekaj delati na kompu, s papirji, nekaj pisati, nekaj biti natančen, tako precizno, nekaj mehenga, ni šanse, strga se mi. Tako da, spet, kakorkomu, a si taka oseba, a nisi, tako, kot smo se prej pogovarjali, a ti sede, če si tak, kot jaz, valjda našel za kirurga. Sorry, jaz ne moram tam nekaj namehno, detaljno, po 2 sekundah živčnega fašam, pač ni zame, stari,
tako, če ni zate profesionalni šport, se ga ne lotevi. Sam, če pa je zate, če ti pa ni problem biti 2-krat na dan fizično aktiven na polno, kdaj je tudi polnoči ali pa enih po noč, ker pač imaš trening za nastop na lokaciji, ker se jim vse skrb zavleče in ti šele takrat priješ na vrsto in te noben, mislim, ne sprašuje prav veliko, kako se počutiš, ampak zdaj je tvoj cajt, da treniraš in pač greš na stage in se ogreješ in treniraš in ker ti nekdo pravi, pa tvoj šiht, džabe, itak samo v neki skačaš. Kdaj si ti nazadnje bil ob enih po noč, zato ker si mogel biti 100% aktiven, pa pač fizično spreman. Pač ne, noben ni od tebe tega zahteval, ne veš, kako je. Ker ti nekdo, ki dela v pisarni, razlaga, džabe, ti sam skačaš. Kdaj si pa ti nazadnje skakal 3-krat, 5-krat na dan, kdaj si se pa ti nazadnje 5-krat ogrel v enem dnevu, pa bil fizično aktiven, ker ja, nastopaš mogoče 5 minut, sam ti se rabiš 1 uro prej ogret, zato da tisti nastop lahko konkretno oddelaš, ni da si bil aktiven 5 minut na dan, ne, bil si uro pa 5 minut na dan, 5-krat po možnosti. Zato so sicer izjeme, ampak tudi to se zgodi, tudi kakšni nastopi, kakšni dnevi so lahko ful naporni, ampak meni še vedno to na koncu ful lažje delati, kot pa kaj drugega, no. Kakorkoli zna biti naporno. So mi kakšne druge stvari, ki pridejo s profesionalnim športom, bolj problem, kot pa fizičen napor. Ja. Ampak se konc koncev pa to spet ni solo šport, ne? Še vedno rabiš treninge usklajevati, ne? Se mi zdi, da pa je to nekako tisto, ki ti je lahko malo težje, ne, pač usklajevati, recimo, da enega člana neki boli, a neki poškodovan, pa ne moreš trenirati tako, kot si bi zamislil, ali pa. Ja, na kakšne stvari, mislim, če rabiš nekoga specifično, lahko tudi to vpliva. Na srečo je nas v ekipi ful velik. Pa lahko. Tako, malo ja. zamena kdo drugega. Tudi na nastop nas gre 5-6 večinoma. V ekipi nas je primernih za nastopati 20-25. Okay. Ja, odvisno od tega, koliko je kdo kaj poškodovan, koliko ima, ne vem, izpitno obdobje na faksu in tako naprej. Ne. Pa se glede na to, kakšen, kje je nastop, kdo ima cajt, kdo je dovolj primeren za nastop, se pol sestavlja, zbere ekipo. Gre nastop in je pol pač valjda vsakič malo drugačna. Tako da tudi, ko smo doma v Ljubljani na treningih, če bi se recimo rad naučil, da bi nekaj zakucal iz podaje, rabiš nekoga, da ti bo to podajal na treningih, ne. In to večinoma ni pač sam ena specifična oseba, ki bi ti znala to podajati, načeloma ti zna več folka in lahko ti z večjimi delaš, ne. Tako da za nek lasten napredek ni tok problem, za nastope se uskladiti je pa tako, ja, kdaj kdo nima cajta, lih takrat pred nastopom un teden, pa se pol dobimo že en teden prej. Itak tudi za nastope zveš načeloma vsaj en mesec vnaprej in se lahko v tem enem mesecu zmenimo, kdaj bomo uspeli skupaj vsi prijeti na trening, da potreniramo. Tako da načeloma ni problem, pa itak že, ko kličemo folk, imaš cajt nastopati, je tudi, imaš cajt biti un teden prej na treningu. Velikokrat je že kle takoj zraven to vprašanje in že takoj, ko se zbere ekipa, vsi vemo, da un dan imamo pa trening, ne. Pa itak imamo klasično pač vsak teden isti urnik treningov, isti urnik terminov in načeloma itak vemo, pa to načeloma ni tak problem. Se nabere folk, uskladimo se že, to je. Težje, kdaj je usklajevati treninge pa private life. To je malo druga pesem. Ja. Koliko si že rekel, da ti vzamejo treningi? 5-6 ur, ne? Ja, odvisno koliko jih je v enem dnevu, ja. Če sta 2 treninga v enem dnevu, je pač kucanje, 2 uri traja trening, jaz sem vsaj 15 minut prej tam, pa pa še tak vožnja, pa vsaj 15 minut dalj cajta si tam, tako da to je že takoj ti 3 ure vzame za en trening, ne. In če imaš 2 treninga na dan, je to 5-6 ur takoj, ne. Zdaj pa zraven, zdaj imaš pa še šiht, pa še ostale zadeve, pa nek private life zraven furat, potem, ko 5-6 ur na dan gre za treninge, je kar, mislim, malo težje vse skupaj skombinirati. Sam se, mislim, ja, se da, odvisno od tega, kaj si želiš. To se mi zdi, da je zanimiva stvar za omeniti, no. Da treningi niso v resnici del tvoje službe, ne. To je neplačano delo, ki je na nek način prostovoljno, ne. Ki ga moraš ti sam delati, da... Tako, jaz
treningov nimam plačanih, oziroma Sploh hujše, kot to ne. tako, Ja. mislim, nimam plačanih, tudi sam moram v dnino, imam sicer zato, ker sem zaposlen, malo manjši strošek s tem, kot ostali, ampak načeloma moram še vedno v dnino plačati, da hodim na devil's treninge, še vedno si plačam fitness karto, da delam na svoj dodatni kondicijski pripravi. Načeloma od mene se tega ne zahteva, firma tega od mene ne zahteva, zato mi tudi tega ne financira. Edino, kar firma zahteva od mene, je, da sem kondicijsko pripravljen na nastop. Ampak to zahteva pa ljubi. Ampak to bi bil tudi, če ne bi hodil v fitness, zato ker večina folka pri nas se ne ukvarja Ja. s športom na tak način, pa ne trenira na tak način, kot jaz, pa še vedno nastopajo. Mogoče ne vedno na istem nivoju, pa mogoče so kdaj bolj zadihani, kot pa jaz, ampak da se. Ja. Zato firma od tega mislim, zahteva, da moram biti sposoben nastopati in to je to. Ne? Načeloma ne bi rabil, še zraven trenirati. In tudi kar se mojega skilla tiče, od mene firma zdaj ne zahteva, pa ne pričakuje, da bom še napredoval, pa še težje trike delal, pa ne vem kva vse. Načeloma I do enough, veš. Ampak to je pač namen pol. Jaz si želim biti boljši, jaz si želim skrbeti zdaj za svoje telo, zato da bom lahko pri 40 še vedno skakal. In zato je pač to čas, energija, trud, denar vložen pač z moje strani. Določene treninge imam obvezne, ker pač za nastop moraš biti tam, no vse ostale treninge jaz ne bi rabo hoditi. To je to, jaz bi lahko imel, kaj je en trening na teden. Pa bi bilo čisto dosti, načeloma. Ker pač da se tudi tako, ampak to ni način, ki si ga jaz želim. Jaz bi rad drugač, firma je pač tukaj, ima svoj pogled na to, po eni strani jih tudi pač čist razumem in lej, funkcioniramo. Po drugi strani si pa zelo verjetno prišel zraven zaradi tega, ker si imel ta pristop, ki si ga imel. Ne? Ja, tako, že v osnovi sploh, da sem bil konsideriran kot nekdo, ki bi ga pa lahko zaposlil. Ja. Se je vredni. Ja. Absolutno, pa ker so tudi sami vedeli, tega modela mi ne bomo nikoli rabili pušati, da mora delati na kondicije, pa da mora delati na napredku, ker so itak vedeli, da jaz imam sam toliko te želje, da se oni s tem ne rabili ukvarjati. Ne. Sam je pa pol, pismo vzame vse enega cajta, ker se res rabiš velikrat spomniti, zakaj to delaš. Zato, ker v unem momentu mogoče ne vidiš neke ful razlike, pa tako naprej, sam veš, ok, če bi rad delal to pri 40-ih, you better get in that fucking gym, ne, pač. Je bi ga, you chose that lifestyle, veš. Pač greš in spuščaš in pač investiraš sem, kakor pa kam drugam, kot smo rekli že prej, pač se odrekaš stvarem, ki jih ne moreš izpolniti, zato, ker pač je, mislim, pač ja, je tvoj fokus drugi. Ne. Je pač del lifestyla, ki si ga zbral, to je to. Imam še vprašanje? Ja, imam, mislim, tako. Ker do 40 let, ne, zdaj si star 23, ali več, ja, no, mislim. 23, ja. Kdaj pa nekako tako misliš, da v takem športu si najboljš fizično pripravljen, najboljš vse, tako nekako pri katerih letih je tisto pik? Po moje, na ful splošno kompleksno. biološko, se pravi, če ne gledamo na to, v katerem obdobju zdaj ti dejansko največ treniraš, ampak na splošno biološko, kdaj je tvoje telo najbolj spremno za skakati, je po moje, da med 21 pa 27 let. Nočem reči manj, ker si Odvisno, kdaj ne začneš. znam niti tako dobro pocilati, sam kakor vidim v praksi, se mi zdi, da je klej vmes un range, ki je folk najbolj sposoben, se mi zdi, no. Ker se bi mogoče rekel med 23 pa 24 pa 27 pa kaj tazga, sam iskreno ne vidim toliko razlike, da bi se zdaj počutil močnejšega kot pa pri 21, razen to, koliko sem dejansko ujačal pač fizično. Veš, da bi pa zaradi let rekel, ker pač pri 21 sem bil močnejši kot pri 18, zaradi let, zaradi razvoja telesa biološkega, medtem ko zdaj v zadnjih 2 letih ne bi rekel, da je to velika razlika, tako da od 21 do 27, 28 po moje, kaj tazga, začneš iti počasno dol, sploh če ne delaš na kondicijski fizični pripravi, če ne skrbiš za svoje telo, večina folka začne, mislim, tudi konča pol pri 30. Imaš pa tudi primerke, to so pa
mislim, totalne legende našega športa, če se ne vpraša, pač fenomeni, po eni strani, upam, da tudi nekega dne je en teh. V Oklahomi sem imel šanso nastopati z modeli, jaz sem bil daleč najmlajši član ekipe, ne vem, kaj sem bil 21 let star, medtem ko oni Američani so bili pa like 38, 40, 48 in pa smo imeli enega modela, tudi največja legenda Michael Jordan našega športa, Jerry Burrell, to je Američan, ki je 2 meseca za tistim nastopom bil star 60 let. Model je pri 59, ala 60, bomo kar lepo rekli, je nastopil z nami, delal salte, skakal z malo prožno ponjavo, zakucaval, pač to je, ko ga gledaš, mislim, v lifeu ne bi dal modelu 60 let, ko zgleda spreman bolj kot jaz, veš, jaz sam pač kako, tudi sam pač tudi cel videz in obnašanje, vse je toliko mladostniško, ne bi mu dal, ne vem, 40, veš, ajde tam do 45, model je star 60, premika se pa boljš kot večina najstnikov, veš, res fenomenalno videti in fenomenalno biti s temi ljudmi in poslušati njihove izkušnje in poslušati njihove nasvete, kako doseči to, da si ti pa fucking 60 letih lahko odrineš z malo prožno ponjavo in te ne razstavi totalno. Pač, meni je to noro in je dokaz, da se da in če si tega res želiš, če imaš postavljen plan, če se tega plana držiš, je možno doseči. Jerry Burrell in ostali fantje tam so živ dokaz za to, tako da jaz si želim isto. Bomo pa videli, kam te dejansko na koncu life pripelje, ne. Omenil si še tole, mi je zanimivo povezava s kaskaderstvom, ne? Je tako zelo povezan šport, se ti čist prenese, imaš to pol kakšne dodatne treninge, pa kje imaš mogoče željo pa cilj delati potem? Meni se zdi, da za kaskaderstvo ti najbolj prav pride, da si se prej že ukvarjal s kakšno akrobatiko. Zdaj je odvisno tudi, v kateri smeri kaskaderstva hočeš biti. A ti drifta avte, a ti skače s pedalom, a ti ne vem, v nekih fighting scenah, veš, vse se ti lahko usmeriš, kamor ti sede. Sam nasplošno je pa na koncu ful velik akrobatike, sploh talne akrobatike, nekih padanj, razno raznih, ki morajo zgledati naravno, v bistvu so pa zelo kontrolirana gibanja. In lih zato je to tako težko izvajati, ker pri gimnastiki, da si ti kontroliran, imaš lepo celo telo totalno napeto, si v pravilnem položaju, delaš twist in je to načeloma najlažji, najbolj pravilen način, kako izvesti salto 360 recimo. Samo daš pa ti zdaj kot stuntman izvedel salto 360, ki bo izgledala, da je tebe v zraku zadela puščica, veš, mora pa to biti čist drugače, pa totalno, mislim, je pa bolj, ki izgleda nepravilno, bolj, ki izgleda, da te res dejansko sam odnesel, da je nekontrolirano, gibanje boljše, a ne. Hkrati mora biti pa ful kontrolirano, da ti še vse en varno predstav, ne. In se mi zdi, da če imaš ti nek air awareness oziroma zavedanje položaja lastnega telesa v zraku, ki ga dobiš pri akrobatiki, je po moje ful laže pol v stuntmanstvu spet, pa in tak mislim, tudi če se prej nisi ukvarjal z akrobatiko ali pa s kakšnim drugim adrenalinskim športom, good luck v kaskaderstvu, stari, ker ne vem, če bo tvoja jajca zdržala, veš. Jaz sem več v akrobatiki in v adrenalinskih športih že ful cajta in priznam, odvisen od adrenalina in mi ni problem ga doživljati, jaz ga kvečemu iščem, ga lovim, ga časam in bi mi zato bilo po mojem v kaskaderstvu ful jako, ali zato, ker imaš dejansko na dnevni bazi dozo adrenalina, kar meni je zdaj tako pri kucanju. Pa enem cajtu pač priješ na tak nivo, da ti določeni triki, ki so ti 5 let nazaj bili težki, zdaj delaš pač za fruštak. In ti je totalno pač basic osnove, ne rabiš kaj ful razmišljati in ne doživim več adrenalina pri nekih osnovnih basic skokih. Dejansko se rabim spraviti delati nekaj novega, nekaj nevarnega, nekaj, ki če malo zajebem, je lahko ful hudo narobe, da bom doživel adrenalin. Veš?
In imam feeling, da ko sem začel, ko se bom začel z kaskaderstvom ukvarjati, da bo tega še več. Da bo tega toliko, kot je bilo v začetnem cajtu akrobatike, ko sem se res učil, ko je bilo vsakič to, kjerkoli stvari si se lotil, je bila nevarna, ker res nisi še imel feelinga, nisi imel znanja, nisi imel muscle memory, noča, ne. Medtem, ko zdaj je tako, res mora biti neka specifična stvar, da mi je težka, pa da me je strah. Kakšne recimo? V akrobatskem zabijanju reverse kuc je en trik, če tole obroč, takle trampolin, ti skočaš, kucaš, ne. In fora, da večino trikov, kad ne delaš salt pa tako naprej, ker ne vem, daješ žogo med nogami, ti greš stegnen skok in letiš zravnan, a ne. In vsakič, ko zakucaš, boš ti zaboj in boš ziher pristal na noge. Imaš pa trik reverse, ki je pa v rikverc, to ne pomeni, da ti skočaš zravnano, pa se obrneš za 180 pa kucaš, ampak ti skočaš v luft, se nagneš in se pol obračaš in letiš z glavo nadol v rikverc, z glavo nadol proti obroču, a ne. In je fora, da če si mal predolg s svojim skokom, se boš nabol na obroč, kar še ni toliko velik problem. Ja. Večji problem je, če si ti prekratek. Ja. Če se ti v luftu obračaš z glavo nadol, Ja. pa z rokami ne smeš priti do obroča. In imaš sam še 3-2,5 metra do tal, kar je glih 1/1000 cajta, da se odločiš, kaj boš naredil, da ne boš pristal na glavo. A ne? In zdaj, ko sem se pred relativno kratkim in spet po dolgem cajtu spravil delati ta trik, moram reči, da trening mi je bil pač brutalen, zato ker me je bilo legit, mislim, ni zares strah, da jaz si pa tega ne upam delati, strah me je, ampak zavedaš se, koliko nevarno je in je adrenalin in fokus prisoten. 100-krat bolj si sfokusiran, 3-krat vizualiziraš stvar, preden greš delat, in ko se zavedaš, model kleso centimetri, par centi prekratek, ne prijem do obroča, letim na glavo, velika pizdarja. In to mi je recimo bilo ful jako. Da se še vedno pa se najdejo triki. Pa meni se zdi, da tega tudi, ko se ga naučim, tudi ko ga naštudiram, tudi ko ga res znam, bo še vedno prisoten adrenalin, ker še vedno letiš vsakič na glavo, še vedno so tisti mehni procenti, par centimetrov, ki te lahko košta. Ne. Tako da, još ima toga. Kje pa mogoče pol ciljaš še za kaskaderstvo, ki mi je zanimiv? Kje je sploh trg za to? Ja, Amerika, mislim, itak največ. Načeloma tudi po celem svetu, tudi Bollywood imaš v Indiji, pa tudi francoske produkcije ali pa italijanske in tako naprej, pa cele filmskih produkcij po celem svetu, nekih tudi akcijskih filmov, tudi kitajskih je ogroman, ampak daš ti kot kaskader prišel zraven, je pa ful težko v bistvu, sploh pa da je to na nekem dejansko visokem nivoju, da je to ala Hollywood, oziroma da si dejansko v Ameriki, je pa, mislim, po mojem, dosti težko. Moraš pa kakšen kaskaderski studio verjetno prijeti zraven, ne? Ja, neko produkcijsko hišo, mislim, tako imaš ti audicije, eni iščejo specifično za film kaskaderja, eni iščejo samo za določeno sceno, eni iščejo za določenega igralca, eni iščejo produkcijska hiša, hoče imeti kaskaderja, ki bo vse pokrival, so ful različne opcije, ampak ja, mislim, meni bi bilo najbolj, če bi se to dalo v Ameriki, ker šele tam se mi zdi, da je dejansko nek nivo, pa da dejansko delaš zanimive stvari, da je tudi plača in tak naprej, ne. Ja, če bi bilo v Ameriki, bi bilo top, ampak to je ona stvar, ko te nekdo vpraša, kaj boš čez 2 leti delal, ali pa kaj boš čez 5 let delal, pa te vpraša, kaj bi pa ti čez 10 let delal? Ker ni kaj boš, ampak kaj pa bi? Pri meni je to bila stvar, ker sem se recimo pri 17 odločil, jaz bom zdaj faks pa akrobatsko zabijanje furo, pa nekega dne bi kaskaderstvo in je tako v bistvu še malo v prihodnosti zame, se zdi se počasi rabim že nagibati v tej smeri, pa začeti malo delati na tem, ampak zaenkrat je itak še toliko fokusa bilo v Sloveniji na akrobatskem zabijanju, da se kaj prav veliko s tem kaskaderstvom še nisem ukvarjal. Ja, mi je tudi zaenkrat boljš stage performing, rajš nastopam na odru, kot pa v videoprodukciji.
Pa za konc bi jaz še te vprašal, kaj bi nekomu rekel, ki se bi začel s tem ukvarjati. Tako star, tako kot Z si akrobatskim bil ti. zabijanjem. Ja, recimo, ali pa karkoli. Nek nasvet tak. Ja. Eno je zaupaj svoje sposobnosti, ampak ne precenjuj jih. Absolutno. Drugo, poslušaj svoje telo. Nauči se ga poslušati, pa začni ga upoštevati. Tretja stvar, poslušaj in upoštevaj pa ubogaj trenerja, tudi kadar se tebi ne zdi logično. Zato, ker ta je recimo, mene je to, imel sem trenutke, ki se mi ni zdelo logično, zakaj da fuck mi trener teži pri nekih stvareh, pa zakaj rabim zdaj to delati, jaz sem prišel z drugim planom danes na trening, pa kaj jaz vem kaj, ki se nisem strinjala, sam pač itak ne boš ti trenerjev gušil, da si naredil tako, kot ti je rekel, ne. Ja, zdaj 4 leta kasneje mi je kristalno jasno, zakaj mi je takrat tako rekel. Veš, ker takrat, ko si pač mlad, pa niti nimaš znanja, pa tako naprej, ne, niti o športu nasplošno, o akrobatiki, o čemerkoli, pač nimaš toliko znanja, nisi toliko kompetenten na tem področju, kot je tvoj trener, in če ti je on rekel nekaj drugače, kot se tebi zdi logično, pač verjamem, da ima dober razlog za to. Ni tam zato, da do tebe jebe v glavo, pa da ti bo preprečeval karkoli, ampak je zato, ker hoče zate najboljš, pa zato, ker hoče poskrbeti za tvojo varnost. Tako da poslušaj trenera tudi, ker se ti ne zdi logično. Pa kako bi to besedo, deli za svoje vesele, deli zato, ker je tebi fajn, ne zato, ker bi ne vem kdo od tebe rad, da greš nastopat, pa ne vem zato, ker bi karkoli drugega, da je kakšna zunanja motivacija, pač motivacija za karkoli se v lifeu spraviš delati, pa je to akrobatsko zabijanje, to je drug šport ali pa karkoli, kjerkoli področje, motivacija mora znotraj izvirati. Ti moraš imeti željo potem, da nekaj počneš, ali pa ne počneš, ali pa karkoli. Notranja motivacija mora biti tista, ki ti reče, meni je to jako, jaz si to želim delati. Zato, ker to me recimo tudi, spet sem na mlajšega brata svojega mal nanesel, on je leta nazaj imel, rečemo temu, pač svojega starejšega brata, kot nekega, ne vem, idola, oja, jaz bom tudi, ko bom prišel v Ljubljano v srednjo šolo, tako kot je on šel, bom šel k Davidsom, pa mi jaz tudi začel nekaj skakati, nekaj. Pa je bila korona, pa sem jaz bil doma, pa so dejansko nekaj skup delala, veš, malo skakala, sem ga malo učil, mu je bilo ful jako, ampak je pol čez en cajt ugotovil, da mu je v bistvu to bilo jako, zato ker njegov brat to delal, ne zato ker njemu to dejansko jako, veš. In je začel malo razmišljati, kaj pa je meni hudo, kaj pa imam jaz rad, kaj pa bi jaz rad delal, in se je pol najdel v basketu. Veš? In se mi zdi, da mora vsak pogledati na to res, kaj njemu sede, kaj si on želi početi, ne kaj mu je okolica prinesla. Veš? Ker meni tudi okolica nikoli ni prinesla akrobatskega zabijanja, oziroma jaz izhajam iz Ormoža, živimo na podeželju, familija, pač v Ormožu imaš opcijo A, treniraš lahko rokomet in to je to, pač drugega ni. Jaz sem se hotel celo osnovko z neko akrobatiko ukvarjati, skozi me vlekalo v tej smeri, pa je najbližje bilo to, da sem v sosednjem mestu, so me starši furali, da sem breakdance treniral, ker je pač bilo najbliže, in šele, ko sem prišel v Ljubljano, pa imaš ti opcijo od A do Ž v velikem mestu, sem pa spoznal folk, ki se je s tem ukvarjal, pa se začel tudi jaz, ne. Ker če bi bilo, ne vem kaj pa ti je bilo prinešeno v tvojem okolju, rokomet pa nogomet, in bi se pač s futsalom še naprej obadal cel life, pa vse bi bilo luštno pa vse, ampak jaz sem res vesel, da sem najdel to, kar imam rad, in se mi zdi, da prej, ko najdeš, bolj, ko se tega držiš, bolj, ko to verjameš, bolj, ko imaš realen plan, pa boš, ko se ga držiš, blažje spet v lifeu, se mi zdi. Da delati nekaj, kam imaš tirati. Če si prišel v akrobatsko zabijanje, zato, ker te nekaj drugega potegnili, stari, good luck, it ain't easy. Ja, it ain't easy, je naporno, je mentalno včasih težko, tako da če ti je pa všeč,
Po je pa nekaj najboljšega. In se mi vse pri vseh stvarih, tako veš, če se lotiš nekaj, kar ti ni zares všeč, naš živo, če se lotiš nekaj, kar imaš všeč, če kaj ti všeč, ti ni problem delati. Tako da na koncu tako, kot nek nasvet vsem skupaj, ugotov, kam imaš res rad, probi najdeti način, kako lahko to počneš vsak dan, po možnosti, da ti dejansko enkrat kasneje denar prenese in zagrabati. Ker če ne zagrabiš, če veš nekaj naspol, tega naš dobo. Izvini. Sploh, če si v nekem fohu, ki je toliko teže dejansko dobiti job. Veš? Koliko pred manj, recimo. Če pa zagrabiš, če imaš realen plan, če se ga držiš, happy life. Without a wife. Ja, to je tudi ena stvar, ki pač odrekanja, ko smo prej govorili, da je bi ga. Punca je zelo težko skupaj z Z profesionalnim športom. Ja, s človekom, ki ga veliko ni doma, ki hodi okoli po turnejah, ki tudi, ki je doma, reče, trening imam. Ja, pa nimaš obvezen trening, nimaš za nastop. Ja, sam bi rad napredoval pismo, veš. In, ja, pač odrekanje. Dobro, bomo mi tukaj odrezali. Pa se z gosti vidimo naslednji torek s poslušalci. Hvala, da ste tukaj gledali. Čau. Adijo. Uživajte.